Ameriški predsednik je apetit po Grenlandiji pokazal že v prvem mandatu in ga še ukrepil na začetku drugega. Na krilih uspeha bliskovite akcije v Venezueli pa še očitneje steguje roke po otoku. ZDA imajo na območju, ki velja za avtonomno ozemlje Danske, že desetletja vojaško oporišče. Grenlandija je z več kot 2 milijonoma kvadratnih kilometrov največji otok na svetu. Zaradi strateške lege, redkih kovin in mineralov ter širitve plovnih poti zaradi taljenja ledu je izjemno mamljiva za velesile. Nov val tesnobe je sprožila izjava, da ameriška vlada razpravlja o različnih možnostih prevzema Grenlandije, vključno z vojaškim. Ameriški državni sekretar Rubio naj bi sicer kongresnikom za zaprtimi vrati dejal, da namerava vlada ponuditi odkup otoka. Kaj pa odziv preostale Evrope? Ob robu vrha koalicije voljnih v Parizu, ki je bil sicer namenjen Ukrajini, so voditelji Francije, Velike Britanije, Nemčije, Italije, Poljske in Španije v skupni izjavi sporočili: Grenlandija pripada tamkajšnjemu prebivalstvu, o njenih zadevah odločata izključno Danska in Grenlandija. Izjavo je podprl tudi slovenski premier. Toda nelagodje v Evropi je več kot očitno. Danska premierka je pred dnevi posvarila, da bi bilo v primeru napada ZDA konec zveze NATO in varnosti, kot jo poznamo od konca 2. svetovne vojne.